V letošnjem juliju v sklopu mednarodnega simpozija kiparjev Forma Viva ponovno gostimo dva kiparja, in sicer sta to Tomaž Furlan iz Slovenije in Alem Korkut iz Hrvaške. S kiparstvom se ukvarjam praktično od konca študija, mogoče bi skoraj lahko rekel, da sem se ukvarjal že prej. Moja prva izobrazba je namreč kamnoseška, nadaljeval sem na srednji gradbeni šoli in po nekem radovednem slučaju sem prestal na akademiji, kjer sem doštudiral kiparstvo. Sama ideja je bazirala na drugem delu besede Forma Viva, se pravi na tem življenju. Ena izmed stvari, ki se tukaj na Kostanjeviški Forma Viva recimo dogaja, je ta efemernost teh kipov. Les ni večen in te kipi doživljajo, tisti najzgodnejši že doživljajo počas zaključek svojega življenjskega cikla. Tukaj se pol posledično sprožijo drugi mehanizmi z restauriranjem in ohranjanjem, ampak življenjski cikel je življenjski cikel. Tukaj sem ob razmisleku o tem sem prišel na idejo, da bi se rahlo izognil ustvarjanju nove forme in da bi ohranil staro formo, se pravi formo drevesa, ga razpolovil, zvotlil in v njem, po domače povedano, zabetoniral novo drevo, na kar bi skozi ta proces razpadanja tega lesa, verjetno proces, ki ga mi ne bomo doživeli, to pomeni, da to notranje drevo verjetno mi ne bomo videli, odvisno od kvalitete lesa oziroma ohranjanja, se bo eventualno ta les odpadel in bo ta sredica iz umetnega materiala oziroma iz drugega materiala, iz bolj trajnega materiala, bo ta sredica ostala kot spomin na to drevo, ki je nekoč bil. In zato večkrat razmišljam v resnici, kakšna bo ta notranjost. Nima egoističnega pomena, zato ker zelo verjetno, glede na kvaliteto lesa, jaz ne bom videl. In če smo egoisti, pol je to, kar se nas ne tiče, čisto vseeno. No, ampak vsekakor je ta časovna nota pomembna, tako da če že nekaj pripravljamo za prihodnost, je prav, da dobro pripravimo. Okay. Letošnja Forma Viva je že 29. po vrsti. Simpozij pa poteka sicer že od leta 1961 in je potekal neprekinjeno do sredine 80. let, nato pa od leta 1988 zopet poteka naprej bienalno na vsaki 2 leti.